Lepo pozdravljeni v Kajak Kanu magazinu, ki je znova tu z novimi zgodbami iz mirnih in divjih vod. Vročina nas spodbuja, da pomočimo del svojega imetja v vodo in morda zapluje tudi tale kajak. Čigav je, vam izdamo v nadaljevanju oddaje, samo toliko vam povem, da je že drvel tudi po olimpijskih brzicah. Gledate Kajak Kanu magazin številka 3. Začenjamo v Solkanu, kjer domuje kajak klub Soške elektrarne, ki je slovenskemu športu dal številne tekmovalce, ki so osvajali medalje na svetovnih prvenstvih. Tokrat so pripravili dan odprtih vrat, da se še bolj približajo domačemu okolju. Predvsem gre za prvi vrsti za promocijo prostora, se pravi same lokacije in dejansko, da pokažemo, da kaj se pač bo čez poletje dogajalo tukaj pri nas pri Soči. In nekako bi radi, da ta zadeva postane tradicionalna in dejansko pred začetkom poletja, da ljudje oziroma tukaj okoliški domačini pač začutijo, da stvar se dogaja tukaj in da so pač vsi vabljeni. In s tem namenom je dejansko, imamo odprta vrata, da pač privabimo tiste radovedneže. Vendar pa v vašem klubu se že tako ali tako precej dogaja. Za kako velik pogon sploh gre? Mislim, da smo za slovenske razmere kar velik klub. Dejansko želja je, oziroma pokrivamo dejansko celo Soško dolino. Imamo sekcijo Mostu na Soči, ker so pač doma mirnovodaši, in tudi sekcijo v Bovcu, Kobaridu, kjer dejansko tudi želimo tudi tam nekako vzpostaviti ta tekmovalni del, ker skupna rdeča nit vsega je pač Soča, in mi imamo pač naš dolgoročni cilj, da dejansko Soška dolina ostane nam. V klubu, ko prideš, ti prvo dajo kajak, pa si sam greš še v druge probati, v cvajer, pa v kanu, pa mirne vode, pa spust, pa si sam zbereš, kodar ti najbolj všeč, ustreza. In sedaj si pri kanuju, samo danes ali? Ne, v bistvu sem pri kanuju že par let in pa med treningi pa še enkrat grem še pa v kajak ali pa v cvajer. Tradicija kajakaštva na Soči sega v predvojno obdobje. Kmalu pa bo minilo 30 let, odkar sta Marjan Štrukelj in Jerneja Abramič prinesla prvo medaljo svetovnega prvenstva slalomistov. Še prej pa načrtujejo tudi posodobitev tekmovalnega poligona. Proga je dobra, mi imamo strašen problem z nihanjem vodostaja. In zaradi tega moramo pač na nek način ukrepati. Zdaj strokovnjaki, jaz nisem strokovnjaki pravijo, da je možno v progi zgraditi neke zapornice, je odlivati višjo vodo na desni breg in s tem pridobiti uporabnost te proge nekje med 36–140 kubiki, kjer bi bili stalni nivo in bi se dalo potem to. Istočasno pa je nastala želja tudi, da bi to mogoče še zaostrili pogoje na progi, tako da bi mi se lahko kandidirali tudi za večja tekmovanja, kot so svetovno prvenstvo, svetovni pokali v slalomu. Tako da projekt je narejen, čakamo zdaj vse soglasja, da vidimo, ali smo v tem prostoru dosegli to. Če bo to dobili, bo treba zbrati denar in začeti delati. Imate v načrtu tudi, kdaj pa bi to lahko bilo že zgrajeno? Plan je, da bi leta 2013 imeli to narejeno. Tole, kar sedaj gledamo, kaj je to, sestavni del vsakega treninga? Ne, to je samo, ko so poplave in pol nam poderejo vse kole in moramo na novo postavljati progo. Pa ti je tole malo odveč ali si mnenja, da bi vendarle vse skupaj morali upraviti še trenerji? Ja, prav je, da tudi mi pomagamo pri tem, ko v bistvu mi veslamo. Bolj fajn bi bilo pa, če bilo že vse postavljeno, ko bi prišli. Se ti zdi, da pomagate vedno eni in isti, drugi pa pridejo šele potem, ko je že vse postavljeno? Ne, pomagamo zdaj teli, ko smo že malo boljši, ko oni mlajši nas znajo še toliko dobro. Pomagamo mi, pač si porazdelimo pravično. Kaj sploh počnete? Vidim, da postavljate drogove. Zakaj pravzaprav gre? Ja, v bistvu visoka voda je podrla te drogove, snela je te tako imenovane zajle, padle so dol, tam so bila tudi vrata
tako da zdaj na novo postavljamo ves ta sistem. Ja, voda je podrla drogove, kaj to pomeni? Jih je polomila, pa ste sedaj pripeljali nove? Ne, v bistvu ob drogovih je majhen škripec in ta je počel zaradi močnega pritiska vode in kol se je podrl, tako je pač naštiman in enostavno pač zajle so padle dol. A se tebi zdi, da morate punce več delati v vašem klubu, kot pa fantje? Ne, približno enako. Meni se zdite zelo zavzete, pa sem mislil, da imate kakšno kazen. Pridne. Imate tudi kakšno kazen kdaj? To pa ne, smo preveč pridne. Kaj pa pospravljanje čolnov na kombije, pa čiščenje, je tudi to del vašega dela? Vse pomalo, vsak tudi fanti. Nahajamo se na lokaciji starega kluba, kot pravite, ne? In tukaj se skrivajo spomini na številne uspehe vaših tekmovalcev, tudi vas. Letos na olimpijskih igrah pa bo vaš klub zastopala ena posadka. Kakšne pa so ambicije in načrti za prihodnost, kar se tiče vrhunskega kajaka in kanuja na divjih vodah? No, za našo prihodnost mislim, da ni težav. Mladinske ekipe so močne. Baza, na kateri smo gradili v zadnjih 5-6 letih, recimo odkar sem jaz tukaj, pa tudi prej z mojimi prejšnjimi trenerji, je počasi dobiva svojo formo in je zelo močna, tako da jaz osebno računam na moje mladince, da bodo počasi stopili in poskušali kaj narediti. Če ne, imamo dosti potencijala za kaj narediti. Niti še nisi uradno pravzaprav zaključil svoje tekmovalne kariere, pa si že trener, imaš funkcijo glavnega trenerja v vašem klubu. Lepo je videti, da se tekmovalcem nekako ponudi priložnost tudi nadaljnjega delovanja v klubu, potem ko zaključijo tekmovalno pot. Ja, zdaj dejansko moram priznati, da dejansko v klubu, oziroma klub kot tak, oziroma šport me je naučil vsega, kar znam, me je naučil discipline, reda. In to dejansko bi rad dal tudi naprej mlajšim. Radi bi jih tudi odvrnili, namen tega tudi, da jih odvrnemo proč od ceste, da se pač udejstvujejo športom. In ja, jaz pa imam pač to srečo, da lahko delam stvar, ker se pravim še vedno, oziroma nekako sem bil aktiven tekmovalec, sem bil pač profesionalec, se s tem ukvarjal, sem služil na ta račun. In zdaj dejansko lahko delam kot trener in v bistvu mi je v čas, da dejansko mi je tudi klub oziroma vodilni možje v klubu pač to omogočili. Člani Soških elektrarn so poznani tudi kot marljivi organizatorji. V Solkanu bodo med 31. avgustom in 9. septembrom izpeljali mladinsko evropsko prvenstvo v spustu in evropsko prvenstvo mladincev ter mlajših članov v slalomu. Prvo ime kluba sta trenutno Luka Božič in Sašo Taljat, ki se pripravljata na svoj krstni olimpijski nastop. Preživeli smo prav poseben dan z njima, zato ostanite z nami. Član Soških elektrarn je tudi Nejc Žnidarčič, ki je na svetovnem prvenstvu v spustu v francoskem Bourg-Saint-Mauricu takole ubranil naslov najboljšega na svetu v sprinterski preizkušnji. Ob tem je na klasični tekmi osvojil bron, z Maksom Frančeškinom in Timom Kolarjem pa so si priveslali še moštveni naslov svetovnega prvaka. Sprinterji na mirnih vodah so se merili na evropskem prvenstvu v Zagrebu, kjer je Špela Ponomarenko Janić osvojila bron na 500 in bila 7. na 200 metrov. V finale sta se prebila tudi Kuk in Leban, ki sta bila na 1000 metrov 5., na pol krajši razdalji pa 7. In Jožica Krajšek, ki je bil 6. tako na kilometrski preizkušnji kot tudi na 5 kilometrov. Tole niso posnetki dirke po Franciji. Takole Dejan Testen pripravlja svoja varovanca Luko Božiča in Saša Taljata. Dober mesec pred olimpijskim nastopom so se raje kot za 3. tekmo svetovnega pokala odločili za teden razbremenitve v domačem okolju. Ja, v tem tednu delamo v bistvu to, kar smo delali celo jesen pred začetkom pripravljalnega obdobja, v bistvu kar delamo v pripravljalnem obdobju, se pravi, zelo se vozimo po divji vodi, brez vratic,
kolesarimo, tečemo, hodimo v hribe in pač pripravljamo tudi osnovo psihološke priprave, tako da ukvarjamo se z različnimi športi. Ne. Vrnitev k temeljem, koreninam, da bi se v Londonu razvil najlepši cvet. Kako da ne, ko pa je zalit z bistro Sočo. Sledila je prosta vožnja po njenih brzicah, da se povrne občutek, ki prinaša vrhunske rezultate. Tu v ozadju bi se lahko reklo tudi naše igrišče. No. Na temu smo odrasli in v temu smo se učili osnove veslanja in še vedno, kadar nam karkoli ne gre v čovnu, se vračamo sem in iščemo tiste občutke in užitke nazaj. V bistvu tle gre za prav tiste prefinjene najmanjše občutke, no, kar nas potem ločijo od najboljših. Tudi dostikrat prijemo za dušo, ja, pa za trening občasno. No. Kadar nimamo nekih obveznosti na progi v Solkanu ali pa v Tacnu, pridemo rajši sem. Tudi kadar ne gre, no, prideva sem in tle dobiva spet tiste občutke nazaj in s tem pridemo spet nazaj na temelje in potem štartamo naprej na nadaljne tekme. Ne. Ponavadi se jaz peljem od zadaj s kajakom in gledam, dam tudi kakšne ukaze in to. Danes recimo se je vedelo, da sta sproščena, dajala sta spontane nagibe. Tudi na koncu, ko smo se pogovarjali, sta rekla, da v bistvu, ko sem jih vprašal, kako je bilo samo veslanje, sta rekla, da ne vesta. Ne. Videti je bilo super, tako da to je to, kar mi imamo. Ne. In kadar je tako, potem se za rezultat ne bojim. Tu dol bi mogoče šla lahko že z zavezanimi očmi. No. Poznala že vsako skalo in tokrat smo že prevozili to progo, da se tudi brez predhodnega dogovarjanja sva zmožna vse odpeljati. To je tisto, ne, kar loči najboljše od malo slabših. No. Tista komunikacija, ki nas pole, tudi tle greva mi dva, brez da se pogovarjava dol. Nama uspeva to, no, in s tem sva zadovoljni. Pa dejansko od vrha do cilja ne spregovorita ene besede. Ne, se tudi pogovarjava vmes, pa odvisno od dneva. No. Vse kakšen dan res se samo spogledaš, pa veš točno, kaj si želiš. Drug dan se moraš pa malo več dogovarjati, pa odvisno tudi od treninga, kako si ga zastavimo prej. Včasih se enostavno samo zapeljemo od štarta do cilja, včasih imamo pa še kakšne naloge vmes, okrog kakšnih skal se voziti določenih ali pa kakšne manevre določene, ko moramo izpiliti. Tisti dan nam vzame malo več časa, pa tudi malo več dogovarjanja. Se pogovarjate tudi kdaj o kakšnih osebnih zadevah? Ponavadi med treningom ne. Sploh, če je kakšen tak trening z namenom, no, da moramo kakšno stvar razčistiti. Če je pa kakšen bolj sproščen trening, se pa tudi o tem pogovarjajo. Kako pomemben del priprave na olimpijski nastop je pogovor trenerja in pa varovancev? Ja, v bistvu zastavimo si cilje. Ne? V bistvu se pred vsakim novim obdobjem si postavimo cilje, pred vsakim ciklom, ki ga začnemo. Imamo pogovore, med samimi cikli ponavadi se ne pogovarjamo o tem. Potem samo na koncu cikla analiziramo zadeve in se zopet pripravimo za naslednjega. Tako da v bistvu zdaj imamo 10 dni bazične priprave, počitka. Po teh 10 dneh se zopet zmenimo, kako bomo delali v Londonu. Med tem časom pa jaz pripravim pač plan za London in sledimo pa, vse skozi pa sledimo pač letnemu planu, ki smo se ga zastavili pa še septembra prejšnjo leto. Videli smo tudi skočita v vodo, v Sočo, tudi to je nek del treninga. Ne? Ti ni odveč? Ja, v bistvu v teh toplih dnevih je še posebej paša. Tudi se pomočiti v zelo mrzlo Sočo, ne? Ki zelo proti cajta pa ne speš biti noter, no? Ker ti rata pa preč nas. Videl sem, da Luka se, že večkrat sem opazil, pa danes znova, da se na začetku, ko se usejeta v čovn, da se z vodo pošprica po obrazu, ti si pa rajš suh v zadnji. Ja. Zato sem se tudi usedel v zadnji v čovn, ker smo manj mokri. V zadnji nič ne šprica? Dost manj. To smo se tudi navadila skozi leta. Vsak ima svoj ritual, ne? In tudi pred tekmo imamo zmeraj isto, zmeraj si na isti čas pošpricam. Tako da zdaj tudi tle toplo je zelo, tako da se rajš malo ufrišem z mrzlo Sočo.
Pa se vam zgodi, kdaj sploh kakšna nesreča, zdaj, s tem mislim, ne vem, da se saj malo prevrneta ali pa karkoli. Vse pa kdaj tudi čovn zlomba, ker nisva previdna ali pa preveč predrzna na kakšnem modelu, tako da se še zmeraj dogajajo nesreče, kadar ne pazva dosti. Ja, kar razloži, kako zlomita čovn, kaj to pomeni, da greste naprej peš vsak z eno polovico? Ne, ponovadi samo poč, pa moramo doma potem flikati in je eno dodatno delo, no, neprijetno pravilo. Si imel danes več dela s svojo posadko, kot pa z njima? Ja, danes moram reči, da ste zelo dobro veslala. Tako da ne, tudi jaz sem danes užival, tako da smo preživeli prvo lep dopoldne. No, potem smo tudi poskrbeli, da tudi za sprostitev trenerja, najbrž je tudi to pomembno. Ja, tudi jaz se imam super, tudi jaz v teh dneh sem malo bolj spustil delo, zato ker bom poskusil biti čim bolj svež v Londonu. Ja. Pred koncem dneva pa potem še izlet do Nadiže. Morda boste oporekali, da to pa res ni več trening. Je pa pomemben del priprave na tekmo, na vrhunec sezone, na olimpijske igre, ko je v minuti potrebno predstaviti preteklo delo. Tudi, kadar smo začeli delati s Katjo Čavnečer, našo psihologinjo, smo se ponovadi skrili v kakšen kotiček, kjer je šumela voda, ponovadi na Idrici, na Bači, ampak tam je zdaj preveč ljudi že bilo, tako da smo se potem umikali zmeraj globlje, tako da smo na koncu pristali na Nadiži. Ampak tam se ponavadi umaknemo pred najhujšimi zadevami, se pogovorimo, naredimo sprostilne vaje, ki nas je naučila delati Katja. In potem gremo lahko v nove borbe. Za slalomisti so 3 od 5 tekem svetovnega pokala. Urška Kragl je bila najhitrejša na 3. prizorišču v španskem Seu de Urgelu in tako postala prva Slovenka z zmago na tekmah svetovnega pokala. Čestitamo! V skupnem seštevku se je prebila na 2. mesto, ki ji ponuja dobro izhodišče za nadaljevanje sezone. Na stopničke sta stopila tudi Sašo Taljat in Luka Božič, ki sta na uvodni preizkušnji v Cardiffu osvojila 2. mesto. Tako kot tudi ostali slovenski olimpijci pa nastopila samo na 2 tekmah. Ostali naši najboljše vožnje varčujejo za olimpijski izziv oziroma preostanek svetovnega pokala, ki se bo nadaljeval po igrah v Londonu, ko bosta na sporedu še tekmi v Pragi in Bratislavi. Manj kot mesec je še do začetka olimpijskih iger v Londonu in tudi v tokratni oddaji obujamo spomine na igre četrtletja z našimi nekdanjimi olimpijci. Tokrat smo se povabili k Nadi Mali, ki se sedaj piše Vene. In je 2-krat Slovenijo zastopala na olimpijskih igrah. Tole so tudi spomini na njeno kariero. Tole je akreditacija iz Sydneyja, ko je prvič nastopila na olimpijskih igrah, takrat še zelo mlada, koliko, z 20 leti. Kakšna izkušnja je bila to? Zelo prijetna. Super je bilo, pač kot smo bili zelo mladi še takrat, vse je bilo nekaj novega, vsaka stvar je bila zanimiva, prijetna izkušnja, zelo lepo, tudi sama organizacija olimpijskih iger je bila fantastična, okolje, tudi Avstralija mi je ostala zelo lepem spominu, že prej smo 2-krat dol leteli in jaz bi kar dol ostala, to je bilo lepo. Vaša družina je pričakovala tedaj nastop na olimpijskih igrah, ne? Zanimiva zgodba je v ozadju. Ja, v bistvu mi smo pričakovali, da bo šla Jana, moja sestra, ampak je tisto sezono zbolela in je bila zelo utrujena, je bila kronično utrujenost je imela, tako da pač tudi pol rezultati niso pokazali tega, njenih sposobnosti takrat, njene pripravljenosti in potem sem bila pač jaz tisto leto najboljša in najprej nisem dobila mesta,
potem je pa me trener poklical pa je rekel, jaz sem bila že v bistvu na počitnicah z eno nogo in je rekel, Nada, začni trenirati, greš na olimpijske igre. In potem pa se je začelo. Ja, in to je bila zelo pomembna prelomnica v vaši karieri. Tedaj, ko ste enkrat okusili te olimpijske igre, pravite, da ste šele začeli zares trenirati, ne? Ja, to je bilo res. Do takrat smo v bistvu veslali tako pač za zabavo, sicer smo trenirali, ne, ampak pač se nisi še zavedal, da tudi v bistvu v zadju niso bile ne vem kakšne velike želje. Potem je bila pa res to prelomnica in smo začeli načrtno delati potem za naslednje olimpijske igre. In tiste 4 leta so bila res naporna in vse je bilo podrejeno treningom, kot prej ni bilo, ne, tako. V Sydneyju ste osvojili 17. mesto. S kakšnimi apetiti in željami ter cilji seveda pa ste potem odšli na naslednje olimpijske igre? 4 leta ste trdo delali za nastop v Atenah. Ja, jaz sem bila prepričana, da tudi pripravljena sem bila tako, da sem načrtovala finale. To je bilo med prvih 10, ne? In pol tudi časovno, ko smo pač trenirali tam z drugimi puncami, ko smo čase primerjali, pa to sem videla, da to ne bi bil problem. Ne? Kaj se je potem zgodilo na tekmi? Pač napaka, takoj na prvem delu proge, v bistvu bilo že proti sredinskem delu je šlo na ta prvem padcu. Veslo sem dala iz vode in sem pač zamenjala stran in takrat me je zagrabil rep in me potegnili mimo vrat. V ozadju je to psiha, zato ker jaz sem se vedno bala padca oziroma rol zaradi poškodbe, ker sem bila operirana, sem imela ramo operirano in tudi malo pred olimpijskimi mi je tudi ven vrgla ramo in zaradi tega strahu, ko bi mogla iti noter v rolo, jaz nisem dovolj noter vstopila in me je rola na sredini ven plunila. Tako da to je tudi posledica tega, jaz mislim. Imamo tudi kar nekaj slik, ki vas spominjajo na igre v Atenah, s predstavitve slovenskih olimpijcev in pa tudi samega prizorišča. Zanimivo vijoličasto pričesko ste tedaj imeli, kakšen poseben razlog za to? Ja, pač tisto leto sem imela sponzorja frizerski salon in ja, Jani Mali mi je, pač sva se na fitnessu spoznala in sem rekla, da se pa tudi Mali pišem. In pol so pač prišla do tega, da bi oni pač meni lahko frizure delali in smo vsak mesec spreminjali barve, tako da sem bila od modre, rumene, bele, vijolične, roza, mislim, vse sorta smo probavali, ne, tako da, ja, to je bilo luštno. Tole je še en spomin iz Aten, vaša startna številka. Tamle pa vidimo tudi čoln prav iz olimpijskih iger v Grčiji. Ste ga obdržali kot suvenir ali je še vedno rabi? Ja, najprej sem mislila z njim še malo veslati, pa to, pol je pa kar ostal doma. Tako da sem rekla, nič bo kar kot spomin. Tudi nameravala sem ga sicer podariti, ampak pol je obtičal doma, tako da ga imamo kar tukaj. V Sloveniji imamo sedaj kar nekaj vrhunskih kajakašic. Eva Terčelj bo nastopila na olimpijskih igrah. Kako gledate na sedanjo generacijo, torej za dekleti, ki so prišle za vami, pa čeprav bi bili tudi vi še lahko še vedno aktivni? Ja, punce so super. Jaz gledam pač tako mlade pa uspešne, ne, ampak one so pač drugače začele s kajakom kakor jaz. Tako da mi smo pač, jaz sem začela šele kasneje pol trenirati bolj resno, one so že ko so bile zelo mlade, načrtno začele delati, zato da bojo pač enkrat šle na olimpijske igre. Tako da punce super veslajo, jaz upam, da jim bo uspelo priti čim više, in da bojo zadovoljne, da bojo uživale v tem, da bojo imele same lepe spomine. Tako da vse najboljše. Pred slovesom pa še povabilo, da se udeležite naslednjih rekreativnih spustov v sklopu akcije Voda za vedno. V soboto 7. julija vabljeni v Bohinj na spust po Savi Bohinjki, teden kasneje lahko preverite brzice Sore, nato pa še Mure.
To je torej to, vendar pa ne hodite daleč, kajti že čez 3 tedne bo na sporedu novi Kayak Canoe magazin, samo nekaj dni pred začetkom olimpijskih iger v Londonu. Nada pa se že pripravlja na naslednje igre, ki bodo v Riu 4 leta kasneje. Kar doma na vrtu, vidim, da imaš imenitne pogoje za nove odlične rezultate. Ja, za vrhunske, zato vabim tudi Andraža Vehovarja, starega prijatelja, da skupaj spet potrenirava in se pripravlja za olimpijske igre v Riu. No, odlično, super ideja. Torej, Andraž Vehovar vabljen na najsodobnejši slovenski kajakaški poligon. Nova zgodba je na vidiku in seveda nove zgodbe pridejo na vrsto tudi v naslednjem Kayak Canoe magazinu. Se vidimo. Adijo. Vročina nas spodbuja, da pomečimo. Kako se počutiš? V redu. Mame sicer tiši v zadnji, ampak bo. Halo, me slišiš? Da mi trta senco dela ali pa da... Ne, super. A bravila kakšne valove? Ja, bi se mogla kar... Kakšno rolo? Ne, raj ne. A še šumi? Zdaj za London je že malo prepozno, ampak 4 leta do Rija, zdaj tle je vročka hudič.